Dober dan, lepo pozdravljeni. Kot me je Mojca predstavila, sem pater Branko. Sem tudi skaut in danes popoldan v enem gozdu o 5 naj bi imel mašo. Zato sem prosil, če lahko zamenjamo vrstni red. Ja, prihajam iz Španije. Bil sem eno leto v Španiji, ampak že tudi prej eno leto v Španiji, leta 1989. Pa zdaj sem bil v Španiji na sobotnem letu. Obenem sem se pa vpisal na 2 inštituta. En inštitut za duhovnost, eden pa za pastoralno teologijo. Tako da sem študiral na sobotnem letu. V Madridu sem bil. No in na pastoralni teologiji sem tudi poslušal predavanja iz ekonomije. Iz ekonomije in iz socialnega stanja v Španiji. Poleg tega seveda, da sem živel v župniji z 13.000 prebivalci, v kateri je 2-krat, celo 3-krat na teden bila ena dolga vrsta ljudi, ki so čakali na pomoč Caritas. Župnija, ki zbere 90.000 evrov letno za pomoč socialno ogroženim. Župnija s 13.000 prebivalci, 90.000 evrov letno je proračun Caritas v srcu Madrida. Tako da sem tudi to situacijo malo srečal, plus to, da sem bil v stiku tudi z imigracijo, recimo z eno bolgarsko družino. Sem malo bolj videl, kako priseljenci doživljajo to veliko splošno krizo v Španiji. Tako da bom zdaj malo spregovoril to, kar pač sem opazoval, bral, študiral o Španiji in v Španiji. Slovenija pa Španija imata, kar se krize tiče, podobno pot. Recimo, take dve takoj najdem, dve podobnosti. Gradbeni sektor, ki se sesuje, potem univerza, ki nima odgovora na krizo, v smislu, da ne plasira kadrov za gospodarstvo in ogromna brezposelnost mladih, kvalificiranih mladih. Do 41% pravijo, da je brezposelnost v Španiji. To so dve take značilnosti. Druga, da se obe državi se same ne morejo skopati iz krize. Španija je že zaprosila pomoč, v Sloveniji smo na pragu tega, da prosimo pomoč, mednarodno pomoč, da pridemo iz krize. Torej nekaj besed o Španiji. Španija je pač malo posebna evropska dežela, ima tudi malo posebno zgodovino. Ti Pireneji so tako kot en plot, preko katerega marsikaj pride, marsikaj pa tudi ne. Malo filtrirajo kakšne evropska dogajanja, evropske trende. Če bi tako na grobo razdelil, bi rekel, Španija je bila pogojena z muslimansko predominacijo, ki je trajala skoraj 800 letij, in ki ni bila slaba. Če je Španija konec srednjega veka dočakala kot znanstvena, ekonomska, politična in vojaška sila, je to tudi zato, ker se je veliko naučila od muslimanov. Kot vemo, evropski islam je imel visoko razvito medicino, znanost, recimo namakalne sisteme v južni Španiji je imel že okrog leta 1000. In Španija, če je hotela premagati ta islam, oziroma v tem procesu rekonkviste, je morala tekmovati z njim ne samo vojaško, ampak tudi v znanju, kar je potem tudi omogočilo, da je po odkritju Amerike postala prva sila Evrope. Potem je bilo tisto njeno po zavzetju Granade leta 1492 in odkritju Amerike istega leta pride to zlato obdobje Španije. Ne vem, če boste kdaj šli v Madrid, to zlato obdobje Španije boste najbolj zaznali, če greste v Prado, El Prado, v muzej,
in tam vidite tisto čudovito špansko slikarstvo, ki te, če tudi nisi poznavalec, te spravi na kolena. Ne? In začutiš skozi umetniško moč, moč enega naroda, njegovo ekonomsko moč, njegovo politično moč, njegovo to predominacijo. Seveda Španija je potem ves čas bila v hudi tekmi, ta tekma se je odvijala na Atlantiku in čez Atlantik z anglosaškim svetom. V tej hudi tekmi, ki je bilo tekma za ozemlje, tekma tudi za versko predominacijo, imela tudi verske konotacije ta tekma, je potem Španija izgubila. Bitka pri Trafalgarju je potem bila tisti nekakšen tudi zaključek tega velikega španskega obdobja in tega imperialnega španskega obdobja. No in takrat Španija nekako malo izstopi iz evropskega dogajanja. Pravijo, da potem razsvetljenstvo in drugi procesi, ki se v Evropi pojavijo z razsvetljenstvom, se v Španiji pojavljajo z zamikom. In tudi določene stvari se pri njih zgodijo drugače, recimo, da se družba zelo zgodaj se razdeli na dva dela. Že v 19. stoletju imamo v teh karlističnih vojnah, imamo tale liberalni del, ki je podpiral Izabelo, ne, in tale konzervativni del, ki je podpiral Carlosa V. In ta veliki spopad. Pravimo, vsi se nekako spominjamo državljanske vojne leta 36, ampak v 19. stoletju je Španija imela 5 državljanskih vojn. Tako da leto 36 ni neka posebna novost. Ta močen spopad torej med dvema, kot sami Španci rečejo, med dvema španskima dušama. Ta spopad, ki potem leta 36 pride do najbolj tragičnega vrhunca in do najbolj uničujoče vojne za 1.500.000 žrtvami in z ranami, ki so odprte vse do danes. In tudi z tega vidika je podobna Slovenija, še vedno so grobišča, ki niso odkrita, ali pa mrtvi, ki niso pokopani. S tem, da je pač v Sloveniji so ti mrtvi žrtve komunizma, v Španiji pa so ti mrtvi žrtve fašizma. Ali pa tega katoliške oblike fašizma, ki ga je potem Franco razvijal v prvem obdobju po španski državljanski vojni. Delavsko gibanje v Španiji se rodi podobno kot v Evropi z industrijsko revolucijo, s tem, da ima neko posebnost. Začetku 20. stoletja je pri Špancih to zanimivo, ne, da nikjer v Evropi ni anarhizem bil tako dobro organiziran kot v Španiji. In to anarhizem ateističnega porekla in anarhizem krščanskega porekla. V 20. letih prejšnjega stoletja so Španci že imeli te močne anarhistične sindikate, ki so vpeljevali neko drugo, bi rekel skoraj da neki tretji pol razmišljanja o družbi. Ne? Mi smo vajeni na tega konzervativno-krščanskega, potem na socialističnega, socialistični je tudi v veliki meri krščanski, ne? Tudi v Sloveniji. Pojem socializem so uvedli duhovniki, kot vemo. In potem ta tretji pol anarhističen, ki pa zavrača državo kot tako in seveda išče neko drugo alternativo in zagovarja neke vrste samoupravljanje skoraj da v goli in ekstremni obliki. Državljanska vojna je pomenila, da so se delavci razdelili. Sindikati so se oborožili, anarhisti so se oborožili. Ta največji sindikat UGT je svoje ljudi spravil pod orožje, imel organizirano torej, svoje milice in na fronti dobil svoje zadolžitve in zastavo UGT, pod katero so se borili proti nacionalistični liniji. Komunisti so organizirali svoje delavce, svoje pripadnike in svojo zastavo, anarhisti pa spet svojo. Eden izmed razlogov, da so izgubili vojno, je bilo ravno to.
ker je komunisti so hoteli potem tudi znotraj tega španske državljanske vojne prevzeti neki primat. In recimo ta veliki anarhist Durruti, znan španski anarhist, je padel. Danes so skoraj vsi prepričani, da je padel pod komunistično kroglo. Ko je prišlo v Madridu, torej streljanje drug na druge. Kaj to pomeni za delavsko gibanje? Za delavsko gibanje pomeni, ko se enkrat razdeli in se spravi v oborožen spopad, potem na nacionalistični strani pa seveda je sodelovalo bolj to, bi rekel, tradicionalno kmečko prebivalstvo, katoliško. Ne? Kaj se zgodi, ko pride do oboroženega spopada, v katerem sodelujejo sindikati, in to zgodi se, da je to neke vrste smrtni udarec za samo delavsko gibanje. Delavskemu gibanju ena bistvenih lastnosti je enotnost. Če ni enotno, če gre vsak po svoje, v spopadu z interesom kapitala enostavno ne zdrži. Ni zastonj, mislim, da Slovenska revija ta ima naslov Delavska enotnost. Ne? To je dejansko eden izmed postulatov delavskega gibanja. Če tudi ideološko, lahko so delavsko gibanje ideološko opredeljeno različno, v osnovi mora biti enotno, da zdrži ta mogočni spopad. No, kaj se je zgodilo potem? Počasi bomo prišli do današnjega časa. Vzpostavi se po španski državljanski vojni se vzpostavi diktatura desnega tipa, imenujemo jo tako katoliški fašizem ali pa katofašizem, ker je pač tudi Franco nekako sam sebe razumel kot branitelja krščanske civilizacije pred barbarskim komunizmom, ker je uporabljal podporo cerkve za svojo diktaturo, ker je s pomočjo cerkve nadziral zavest človeka. Recimo nekaj časa pogoj za vpis na univerzo je bil ne priporočilo domačega župnika, ne samo to, ampak to, da se bi tudi pri spovedi. Potrdilo, je dober, pridem pa k spovedi hodi, cek, potem si lahko šel na univerzo. To je dejansko katoliški fašizem, lahko rečeš. Delavsko gibanje je seveda, leva stran delavskega gibanja je bila popolnoma zatrta in prepovedana. Veliko teh levičarjev je potem seveda šlo v izgnanstvo. Tisti, ki so ostali, pa so se potuhnili. Tako je nekako bilo do leta 1962, ki je v zgodovini španskega delavstva posebno leto, ker je to leto so bile velike stavke v rudnikih na severu Španije, v Asturiji, in tisto leto pravijo, da je nekako bilo tako neko ponovno rojstvo španskega delavskega gibanja ali tako simbolna prelomnica. V 60-ih letih se začnejo pojavljati tako imenovana Comisiones Obreras, se pravi spontane delavske komisije, odbori po tovarnah, po delavnicah, ki imajo na začetku močno katoliško konotacijo, ampak ker so bile tako dokaj odprte, bi rekel še tako dokaj frišen teren, so jih počasi prevzeli komunisti in danes so Comisiones Obreras ene vrste komunistični sindikat, vezan na recimo komunistično tradicijo. Posebno vlogo je pa v vsem tem času odigral katoliški sindikalizem, ki je bil pač legalen, ni bil prepovedan. In kar je zanimivo, če malo pogledate, govorim o temle, reče se mu Hoak, ali pa potem imate VOK, ustanovljen od jezuitov tudi. Zanimivo, če pogledate malo vsebine tega katoliškega sindikalizma, to je dejansko tisto, kar v slovenskem prostoru razumemo krščanski socializem. Kar razumemo pod inačico krščanskega socializma. Taka ena močna socialno-demokratska, krščansko-socialno-demokratska linija se pojavi z temle sindikalizmom, ki pa tudi hitro postane opozicija znotraj proti frankističnemu režimu. Morate vedeti, da v 60-ih letih se katolištvo v Španiji že precej diferencira
In bi rekel, Franco, ki je najprej uporabljal cerkev za svoje cilje ali pa za svojo diktaturo in mnogim v cerkvi je to odgovarjalo, zdaj dobi neke vrste napad v hrbet, ne, ko se mu uprejo. Eden takih močnih likov tistega obdobja je kardinal Tarancon, ki je bil voditelj španske cerkve in tudi te cerkve, ki je znala samemu Francotu reči ne. Leta 1975 padec diktature, Francova smrt, 1975-76 prehod v demokracijo in začne se novo obdobje španskega delavskega gibanja in delavskega vprašanja. Obdobje demokracije, UGT se spet vzpostavi, recimo, leve stranke se spet vzpostavijo in bilo samo vprašanje časa, kdaj bodo na volitvah zmagale in ko so zmagale močno in kot veste, potem nastalo dolgo obdobje socialistične vlade Felipa Gonzáleza v Španiji, ki se je vleklo tam od začetka 80-ih pa tja do sredine 90-ih so v Španiji vladali socialisti. Španija se odloči, preklopi z demokracijo podobno kot Slovenija na neki ta evromodel socialne države s kombinacijo gospodarskega liberalizma. Podobno kot Slovenija, mogoče z nekaj let prej, začne beležiti v 90-ih eksplozijo ekonomske rasti. In ta eksplozija ekonomske rasti je v Španiji trajala, tako nekako reče, od 90 do 2008, celih 18 let. Neprestane rasti. Jaz sem bil v Španiji pred 23 leti eno leto. Takrat je Španija imela 37 milijonov prebivalcev, ko sem pa bil zdaj letos v Španiji, po 23 letih pa jih ima 42 milijonov. Toliko je bilo tudi priseljencev. Že takrat so Španci rekli, se mi več nimamo kam rast, nas je že veliko, ampak še je bilo placa za 5 milijonov, ker je bilo toliko delovnih mest. So se toliko delovnih mest odprlo z to strašno ekonomsko rastjo. Kaj pravijo strokovnjaki? Pravijo, da sočasno z ekonomsko rastjo in z povišanjem standarda in z ustoličenjem socialnih pravic delavstva pride tudi do fragmentacije delavskega gibanja. Po evangelsko, zdaj si sit, sedi si duša, počivaj in uživaj. In se nekako opustiš. To je ta magični učinek gospodarske rasti. Če bomo kdaj, ko bomo dovolj daleč, ga bomo mogoče lažje razumeli in lažje analizirali. Magični učinek gospodarske rasti, ki ga recimo mi pastoralisti v sami cerkveni pastorali tudi opazimo, ne? Kako recimo z lahkoto recimo cerkev pozabi na neke socialne teme in se začne ukvarjati s svojim popkom. Ko gre vse dobro, ne? Ko je dovolj denarja, ko so fajn plače, ko samo raste in ko je sama perspektiva za ves čas, da bo ves čas boljša. Ekonomska rast je pomenila Španijo tudi velika infrastrukturna dela. Španija ima danes najboljšo mrežo visokohitrostnih vlakov v zahodnem svetu. V vzhodnem lahko tekmuje samo s Kitajsko po dolžini prog. Španija ima danes vsako mesto province, glavno mesto province, skoraj vsako mesto glavna province ima letališče. Sem gledal na oddajo o letališčih z 2 vzletoma na teden. Ampak imajo letališče. Zelo so stavljene to infrastrukturo. Imajo avtoceste, kot sami rečejo, v puščavo. Tudi tam, ko jih ne rabijo. Ne? Podobno kot danes, če se peleš na Hrvaško, pa greš od Zagreba naprej v Slavonijo, se naenkrat znajdeš sam na cesti, misliš, če je bila kakšna cestna zapora, pa da si spregledal, ne? Tako je malo prometa na cesti. Podobno tudi v Španiji, izven tehle glavnih prometnic, potem imaš te avtoceste zgrajene in tako.
Ko so kakšni Slovenci prišli, jaz sem imel nekaj obiskov iz Slovenije, ne, so še bolj jezni na slovensko vlado šli iz Španije. So rekli, Španci so vse zafurali, ampak preden so zafurali, so pa ful stvari naredili. V Sloveniji smo vse zafurali, pa nič naredili. Maribor, Ljubljana, kako dolgo se vozi z vlakom? Ne? Nismo niti, recimo, ne. Medtem ko pa so oni te stvari v tem velikem ekonomskem sunku, ki so ga imeli, so to infrastrukturo vsaj zelo poštimali. Imate visokotehnološke parke, recimo v samem Madridu, ko samo gledaš in se čudiš, kaj vse zmore človeška inteligenca in seveda odkot denar za takšno izvedbo, recimo nekih parkov. Mislim pravo na parke z vodo, z fontanami, z sprehajalnimi potmi. No, potem pa se zgodi kriza. Kriza, ki pride v Španijo z rahlim zamikom. Moj profesor ekonomije, ta zamik, za enoletnim zamikom približno pride kriza v Španijo, ne 2008, ampak 2009. Moj profesor ekonomije je ta zamik razlagal, da je pač Španija, profesor ekonomije, to je José Gómez Serrano, on je, ima katedro za mednarodno ekonomijo na Univerzi Alcalá, to je univerza, ki je bila ustanovljena leta 1499, ena izmed najstarejših univerz v Španiji. Pravi, pač Španija ni bila toliko vezana na ta anglosaški tok, ne, je malo za sebe, spet ta Pirenejski plot, ki naredi svoje. Drugo pa, da je imela eno tako ima še močno tradicijo lokalnega hranilništva. To so tiste tudi te Krekove ideje, ne, o hranilništvu, ki so približno v istem času kot pri nas, tudi pri njih nastale te hranilnice, ki niso šle tako v neke strašne špekulativne zgodbe. In je potem to nekako zabremzalo tisti prvi sunek, ta lokalno hranilništvo, pa ta rahla oddaljenost od anglosaškega toka je zabremzalo tisti prvi sunek krize. No, ko je 2009 prišla, pa je prišla z toliko večjim valom in najprej je počil tale nepremičninski mehur, balon, zaustavil se gradbeni sektor, sesujejo se nekatere banke, udarec na delavstvo je katastrofalen. Leta 2013, jaz sem bil zdaj, to pomlad je bila najvišja stopnja brezposelnosti v Španiji, 5 milijonov brezposelnih, to je 20% populacije, od tega 41% mladih brezposelnih, pri mladih torej 41%. Udarec brezposelnosti, udarec revščine, v letu 2012 od 800 do milijon družin brez kakršnega kolega uradnega prihodka. Se pravi, uradno zaznanega prihodka, ne podpore, ne plače, nič. 800,000 naj bi bilo takih družin v Španiji po štetju, ki ga opravi fundacija FOESA. Tisti, ki ste morda bolj v teh stvareh, bi vam predlagal, da na internetu poiščete ta FOESA fundacija, to je ena fundacija, ki raziskuje, tudi izhaja iz družbenega nauka cerkve in raziskuje stanje, socialno in delavsko stanje v Španiji in redno podaja poročila. Sproži se hipotekarni pritisk na družine. Leta 2005, pravijo, je bil taki en hipotekarni boom. To je bilo tudi po letu 2000, ne, tako da v Sloveniji se odpre ta finančni tip kapitalizma, naslednja stopnja kapitalizma, ta špekulativni tip kapitalizma, ki ga si bomo slovenski katoličani zapomnili za vse večne čase zaradi mariborske afere. No in takrat veliko ta potrošniški boom, krediti za to, krediti za ono, zdaj se to vrne. In to leto, ko sem jaz bil v Španiji, se je ravno dogajalo, da so začele banke jemati stanovanja nazaj.
da ste imeli ljudi, ki so delali samomore v priču policistov, da so se dol vrgli, ker so ostali brez vsega, če jim vzameš stanovanje. In je potem civilna družba, pod pritiskom civilne družbe, je potem tudi vlada odreagirala in je to pravico do doma zagarantirala vsem, da ne bi ljudje ostali preprosto na ulicah. To je bil taki en zelo dramatičen trenutek, ravno tu v jeseni, ko sem bil doli, pa to zimo, je bil zelo dramatičen trenutek španske družbe, ne samo bi rekel politike, ampak prav družbe, ko so se začeli zavedati, pozor, v naši sredi več ne moramo zagotavljati človeku, da ima to zadovoljeno to osnovno potrebo, da ima 4 stene okrog sebe, da ga ne zebe in da ga, torej, da ne živi kakor v gozdu. Poleg vseh teh praznih stanovanj, ki jih imamo, gradbišč, ki so še odprta. Delavstvo je seveda zdaj izpostavljeno socialne negotovosti, podobno kot v Sloveniji. To dejansko že govorim slovensko zgodbo ves čas, malo so variacije, ne? Jaz nisem zdaj se posebej trudil, ker se mi zdi, da toliko podobnosti, se nisem posebej trudil zdaj to poudarjati. Začasnih zaposlitev, pa oni rečejo contrato basura, pogodba smet, ne? Poleg splošne negotovosti se v odnosu do delavca spostavi ta mehanizem začasne zaposlitve. Pri tujcih sega do 64% tujcev v Španiji ali priseljencev ima začasno zaposlitev. To se pravi skoraj polovica. Ne? Nima tiste trajne zaposlitve za nedoločen čas. In pogodbe, kot smo še zdaj slišali po televiziji pri nas, ne, z temi našimi tovornjakarji, pogodbe, ki, če boš naredil prekršek iz svojega žepa plačaj, moraš voziti toliko pa toliko pa toliko, če te dobijo, si sam kriv in tak naprej. To je tipični primer pogodbe, rečejo Španci, pogodba smetje, ne, ki je naravni smeti, ki je dejansko že kršenje človekovih pravic skoraj, ne, do dostojnega dela, do časti, do pravičnega zaslužka. Ampak delavec mora to sprejeti, ker se boji, da bo slabše, če še izgubi to, kar ima. In tu je delavstvo v to igro skoraj da nemočno, kot žrtev tega dogajanja, enostavno moralo vstopiti. Če pa ne bom tega dela vzel, kaj mi ostane? Torej, slabši položaj delavca, izračunali so, da španski delavec živi 2 leti manj kot španski meščan. Ta buržoas, povprečno, ne? Brez moči za protest, delavsko gibanje je postalo fragmentirano in klasična metoda odgovora, štrajk, sindikalni pritisk v teh razmerah zgleda, da ne zdrži. Govori se o socialnem zlomu v Španiji, govori se o zlomu demokracije, ko prevlada strah, ko ni moči, da bi se sploh pogovarjal z oblastjo, z vladjo in njeno vizijo o ekonomije, ko je spet nekako ugodeno močnejšemu v družbi. Šibki pa se mora prilagajati. Čeprav demokracija formalno obstaja, lahko govorimo o nekaj navznoter, pa se lomi. Kakšna je torej bila reakcija? Vlada se je odločila za tipično reakcijo, ki je pač zdaj nekako zgleda zmagovita, torej varčevanje, reforma plus evropska pomoč. Varčevanje na vseh področjih, nič ni svetega, niti izobraževanje, niti zdravstveno varstvo in reforma trga dela. Reforma trga dela, ki je v znamenju te magične besede fleksibilnost. Fleksibilnost.
kar pomeni, da ima podjetnik še več moči, da lahko torej odpušča, vzame, začasno zaposli, da ima več svobode, več manevrskega prostora. In seveda, če zdaj tako razmišljamo, ne, zakaj je to sploh možno? Zakaj je delavsko gibanje v teh situacijah tako nemočno? In zakaj celo na koncu celo zmagujejo desne stranke, ki so na strani bolj teh liberalnih rešitev? En razlog je zelo preprost. Delavsko gibanje je ostalo morda malo nazaj, malo je zaspalo, malo pa ostalo nazaj. Pravijo, da neke vrste retrosindikalizem se ustvaril, ne? Malo nazaj in ni stopilo v korak z globaliziranim svetom. Ta tip sindikalizma, ki smo ga gradili po drugi svetovni vojni, je dober za relativno zaprto ekonomijo. Če pa tvoj delavec tekmuje z delavcem v Vietnamu, pa ta tip sindikalizma več nima orodij. In delavec, ker mora tekmovati s tistim, ki ga nikoli ne videl na onem stranu sveta, v tem globaliziranem svetu, ne, torej, je veliko bolj spet izpostavljen. Sam sem bil 14. novembra priča tej veliki stavki, splošni stavki. Cel dan sem bil na ulicah Madrida, ne samo iz radovednosti, ampak zaradi tega, ker sem imel obisk iz Slovenije in enega duhovnika, župnika iz Mozirja, vodo po Madridu. Pa smo rekli, pa obenem, ko peš hodimo po Madridu, videla te mogočne stavke, o katerih včasih mi Slovenci samo po televiziji vidimo, ne vem, tisoče in tisoče delavcev, ne. In smo se pripravljali na to, kako bo to, ko ne bo nikjer za kafeja zakupiti, ne. Pa je bil skoraj celi Madrid odprt, vse je delalo. Tisti vedno isti so pa bili na ulici. Drugi dan je bilo poročilo policije 35,000 protestnikov v Madridu. Sindikati so govorili, da 1 milijon Madridčanov stavka. 1 milijon Madridčanov stavka ali pa 35,000 je pa velika razlika. Ker so tako različne poročila zdaj po novem v Španiji ali že nekaj časa, moč stavke merijo po zmanjšanju električne porabe za tisti dan. Tako so najbolj sigurni, koliko ljudi je res stavkalo, ne? Ker sindikat bo štel vsakega človeka, ki tisti dan ni delal ali pa ki je rekel, da ne bo delal, pa čeprav je potem delal. Ja. Sindikalist bo štel vsakega in seveda bo jih naštel veliko. Policija pa bo štela tiste, ki jih vidi na ulici. In bo prišlo do številk. Tako da zdaj merijo, pač enostavno pregledajo, koliko se elektrike manj porabilo tisti dan v Španiji in se je ugotovilo, da ta splošna stavka je bil upad uporabe elektrike, ne pa drastičen, tako da dejansko se je videlo, da torej, splošni štrajk, ki je v imaginariju delavskega gibanja nekaj mitičnega. Ne vem, če smo Slovenci taki splošni štrajk že pravi doživeli, ne? Nekaj mitičnega, torej niti splošni štrajk več nima take moči. In če ne bi bilo tistih le, oni jim rečejo piket, to se pravi neke vrste straža ali pa odred, imenujemo ga stavkovni odred, tistih, ki krožijo po trgovinah in zahtevajo ljudi, naj zaprejo trgovino, ne, bi štrajk bil še bolj porazen. Jaz sem jih videl, s bicikli se peljajo in se derejo noter v trgovine, grejo na tržnico in zahtevajo od prodajalcev, naj nehajo prodajati, ampak tisti, ki hoče delati, bo pač delal. In ko so zvečer ta slika tega, bi rekel, te nemoči delavskega gibanja ali pa neke vrste prilagajanja krizni situaciji, posebnega prilagajanja, je bila zvečer po televiziji, ko so intervjuvali tako one, ki so protestirali, kot one, ki so delali. One, ki so delali, so rekli, delam in dokler imam delo, bom delal. Meni je vsak dan zdaj dragocen. Ne morem ga zgubiti. Stavka je luksus. Ne morem zgubiti enega dneva. Ne? Torej, ali je zdaj v tistih, ki imajo delo, ali so tisti, ki imajo delo, že neke vrste stavkokazi, neke vrste rušitelji delavske enotnosti, ker imam delo, ker še dobivam plačo.
Torej neke vrste razdor znotraj samega delavskega gibanja. To se, kar se tiče sindikalnih strani. Naslednji odgovor je civilna družba. Civilna družba, ki je zaslovela, svetovno zaslovela ta španska civilna družba z zasedbo trga Puerta del Sol 15. maja 2011. Slavni Indignadosi. Indignados, ne? Tile so, seveda, zdaj tudi v Sloveniji zelo težko spremljamo te stvari, ker naši časopisi, ki so bolj levičarsko usmerjeni, seveda nam bodo poročali v presežkih pa svojega zornega kota. Ne? In ti indignadosti so se nam zdeli, vsaj jaz sem dobil taki predsodek, pač ena taka močna levičarsko gibanje, predvsem študentov, nič posebnega. Ker sem leta 2011 bil z mladimi na Svetovnem dnevu mladih v Madridu, sem si jih zapomnil predvsem potem, da so vdrli na Puerta del Sol, ko smo bili tam romari in so nas napadli, tako rekoč fizično. Pljuvali po nas, mladi tukaj iz okolice Celje, 20 mladih je bilo notri, se je iz moje skupine, torej jaz sem bil sicer v enem parku blizu, nisem bil tisti hip na trgu, so bili prav prišli med obe skupine, torej med špansko-katoliško mladino pa med Indignadose. In tisto, kar se tam dogajalo, je bilo grozno in mnenja, ki si ga dobil potem o temle gibanju Indignadosov, teh 15M, ne, torej 15M, gibanje 15. maj, si imel enostavno negativno. Ampak pogled od blizu ne govori, da je šlo za eno tako ekstremno ali pa zgolj levičarsko ekstremno ali pa kaj takega, ne, gibanje. Pogled od blizu nam pove, in to nam je profesor Gomez Serrano razlagal, ker je njegova hčerka sodelovala v tem gibanju, tako da je imel insiderske informacije, nam govori, da je gibanje bilo levo in desno, da so takrat na zasedbi trga Puerta del Sol sodelovale tudi katoliške skupine, celo tudi ekstremno skupine skrajne desnice. Bilo je ena taka splošna solidarnost v obupu, v jezi. Indignados pomeni razjarjen, jezen. In to gibanje je ravno zaradi tega, ker je bilo spontano in ker zagotovo ne moremo reči, da so ga od zadaj organizirale kakšne politične stranke ali politične sile vodile, tele formalne ali pa strankarske, ne, je v marsikom začelo vzbujati upanje. Kaj se je zgodilo potem? Gibanje je krenilo iz jeze, prišlo do protesta, ki je postal svetovno znan ta protest. Spodbujalo je pogovor, vedeli so, da protest ni dovolj, naslednja faza od protesta je pogovor, debata, neke vrste neposredna demokracija. Ampak ko je to gibanje ravno v fazi, ko začneš spodbujati pogovor o prihodnosti, začelo ta pogovor, to neke vrste je tako malo naivno, ampak neposredno demokracijo, vserimo se na ulici, skupaj se pogovarjamo, ne? Torej neposredna demokracija z ulice, začelo širiti iz svojega ambienta, iz trga Puerta del Sol v madridske četrti. Med bloke so šli, da bi pa tam organizirali tele pogovore, pa je usahnilo. Torej, spet isti problem kot pri sindikatih. Če pri sindikatih si lahko videl neke vrste, rečejo, retrosindikalizem, ne, zgolj obramba starih pravic in premalo prilagajanja na trenutno situacijo, razumevanje na trenutne situacije, globalne situacije, si tu lahko opazil neke vrste utopičnost. Neke vrste utopičnost. In če sindikalist ne prepriča trgovca, da v času generalne štrajke oziroma skoraj 70% madridskih trgovcev ne prepriča, da zaprejo svoje trgovine. In če ta Indignados ne prepriča ljudi iz blokov, da bi šli dol
pa sodelovali v debati o prihodnosti, potem nima stika, nekako ne uspe v tistem bistvenem za uspeh enega takega političnega gibanja, kar je stik z človekom, konkretnim človekom, ki je žrtev te krize. Kaj vam hočem povedati? Hočem vam povedati, da je delavstvo vsaj iz španskega zornega kota nezmožno alternative. Prav se en komentar v časopisu El Mundo, ko komentarist reče, jaz sem že ime pozabil, pa na internetu nazaj iskati neke članke, zelo težko včasih, ampak zapomniš si pa idejo, ne? Ko reče, jaz sem si vedno mislil, da bo ta kriza priložnost za neki novi sistem. Da bomo rekli, ta finančni kapitalizem, ali kakorkoli ga že imenujemo, ni dober, poiskali bomo nekaj boljšega. Zdaj pa vidim, da bi delavec sprejel nazaj sistem izpred leta 2008, samo da bi dobil nazaj plačo, ki je imel takrat. Njega ne brigajo sistemi, njega briga plača. Mi lahko pljuvamo finančni kapitalizem, lahko pokažemo njegovo temno plat, izkoriščenje delavcev v tretjem svetu, izčrpavanje planeta, ampak delavec bo rekel, meni je šlo dobro. Moji predniki se nikoli niso mogli privoščiti takih počitnic, ko sem si jih jaz lahko leta 2005. Jaz bi to nazaj. Torej, ne samo delavsko gibanje, tudi nekako družbena teorija še nima nekega prepričljivega odgovora, kakšen pa bi bil tisti sistem, ki bi bil boljši od prejšnjega. Pa da nam ne bo slabše, ne? Materialno slabše. Ni nekega takega prepričljivega odgovora in zato seveda zmaguje pač ta linija Angele Merkel. Varčevanje, pa reforma trga dela, fleksibilnost in potem, ko bomo spet ekonomsko zrasli, bo tudi sociala rasla. Tako nekako sem vse jaz, bi rekel, doživljal tole špansko, to moje špansko poglavje, to delavsko vprašanje. Nekomu to ne leži, sam prihajam z delavsko-kmečke družine, pa nekako sam po sebi hitro začutim te stvari. Žal mi je edino, da cerkev, tu zdaj govorim kot duhovnik in teolog, da cerkev na Slovenskem takega občutka za delavstvo, kot ga ima vsaj španska cerkev, ne, ali pa delež španske cerkve, naša cerkev tega občutka še nima. Ne. Cerkev v Španiji recimo, poleg ogromne ponudbe solidarnosti, še vedno zna močno podpreti ena taka katoliška delavska gibanja, ne. Gojiti to zavest, vzgajati k temu, kaj bi rekel, aplikacija družbenega nauka cerkve. Mi Sloveniji smo še pa tu precej v tej refleksiji kot cerkveno občestvo zadaj. Papež Frančišek nasploh pravi, da se cerkev preveč ukvarja sama s sabo. Mi smo se sposobni zgrist med sabo, katera maša je boljša v slovenščini ali ona v latinščini. To se bomo zgrizli med sabo na internetu, ne bomo pa se znali pogovarjati, kaj je dobro in kaj je prav za delavca. Kaj je dobro v tej krizi in kar še morda na Sloveniji nas ni tako zaobjelo. Ko sem prebiral malo članke tehle, ki razmišljajo o španski krizi, vsi se nekako strinjajo, dobro te krize je, poleg tega, da nas zdaj nekako vendarle spodbuja k razmisleku o nekem družbenem modelu, novem družbenem modelu,
Ampak dobro te krize pa je izjemna solidarnost, ki se je spontano zbudila med ljudmi. Tako kot sem dejal, v Španiji opažajo porast solidarnosti, tudi tam, ko si bi najmanj mislil. Solidarnosti, ki je kreativna, od tega, da ko greš v trgovino, en paket mleka kupiš za soseda, za katerega veš, da nima nihče službe in mu staviš pred vrata, od tega, da enemu vržeš kabel z elektriko, ker so mu odklopili elektriko. Recimo Rdeči križ Španija pravi, ena izmed stvari, ki jih zdaj delamo v naših postojankah Rdečega križa je, da nudimo elektriko, da se lahko ljudje telefone nafilajo. Se telefon nafila, ne? Da mu gre. Sam sem živel v taki župniji 13,000 ljudi v bolj bogatem delu Madrida, severni del Madrida bolj bogat, ne? Ampak z izjemnim čutom za ubogega, za žrtve krize. Meni še zdaj ni jasno, kako oni spravijo skupaj 90,000 evrov na leto. Ena župnijska Karitas. V župniji z 13,000 prebivalci, sami bloki, župnija je dolga mogoče 1 kilometer, pa široka pol kilometra, sami bloki, ne? Odkot dobijo toliko denarja. Ampak potem pa, ko vidiš, da vsaki mesec se zbira za Karitas, ni tako kot v Sloveniji, enkrat na leto zbirka za Karitas, drugače pa zbiramo denar za novi turn, za novi pleh, za nove ne vem kaj. Mi smo zelo finančno usmerjeni v tempelj, v zgradbo, ne? Medtem ko pa v Španiji, vse v naši župniji pa ni edina, ki je taka, je ta župnija, ki je za reveže, župnija, ki je solidarna in skoraj da glavni župnijski tok župnijskega denarja, ki gre za solidarnost, je tam nekaj veliko bolj normalnega, veliko bolj, kar se je veliko bolj prijelo. Tako, to je zdaj nekaj mojih misli. Nisem neki španjolog, ne? Prej bi bil italijanolog, ker sem bil v Italiji 9 let svojega življenja, v Španiji 2. Ampak imam pa torej svoje karizmatične korenine v Španiji, moj red izhaja iz Španije, imam veliko prijateljev v Španiji in sem hvaležen tudi za to leto, da sem ga tam preživel, pa da sem lahko to njihovo situacijo, te njihove nade, upanja za naprej tudi nekako podoživel in kako dobro klico tega prinesel sem v Slovenijo. Pa hvala lepa.